V moji praksi v 32 letih dela, res da se bolj skoncentrirano ukvarjam z dermatoonkologijo, ampak se ne spomnim mojega delovnega dneva, da ne bi videl vsaj enega pacienta z ali že razvitim kožnim rakom, običajno bazalno-celičnim karcinomom, ali pa z tako imenovanimi predrakastimi spremembami, torej prvi koraki v razvoju nekaterih vrst malignomov, kot so na primer aktinične keratoze. To je praktično naš vsakdan. Izpostavljanje sončnim žarkom, predvsem UV spektru sončnim žarkom, še posebej, če je pretirano, je škodljivo za našo kožo in poleg številnih poškodb, ki jih ti žarki naredijo, seveda se najbolj bojimo nastajanje kožnih malignomov, torej ne samo rakov, pod vplivom UV žarkov lahko nastanejo tudi maligne celice drugih sistemov. Ko mi gledamo pacienta, ne gledamo samo znamenja, kar se običajno največkrat misli, ampak mi pogledamo na vse možne vrste tumorjev. Mi poznamo v dermatologiji preko 450 tipov tumorjev, ki nastajajo. Seveda na srečo niso vsi maligni, ampak imamo pa številne maligne tumorje. Seveda bojimo se melanoma. Pri melanomu gre za te maligne celice melanocitov. Seveda, če vidimo tak melanom, je to diagnoza zelo hitra in zelo preprosta po vseh teh ABCDE sistemih, tudi tukaj. Na srečo je takih pacientov zadnja leta vedno manj, da že ko pride skozi vrata, vidimo, da gre za melanom. To je res redko, vidimo danes, ampak seveda se pa pojavijo problem melanomov, ko so skriti v številnih drugih znamenjih. Se bom pokazal. Seveda melanom se praktično lahko pojavi kjerkoli na koži, tudi v področju nohta. Pod nohtom smo imeli ne tako redko primere, da so se pacienti leta zdravili, v narekovaju za glivice na nohtu, pa je bil spodaj melanom. Številne študije so pokazale, da je za razvoj nekaterih vrst rakov, predvsem melanoma, ki se ga najbolj bojimo, najbolj vplivalo izpostavljanje sončnim žarkom v otroštvu in pa tako imenovano intermitentno izpostavljanje. To pomeni, da na primer po zimi nismo nič na soncu, potem pa poleti na sonce opeče. In to je bilo za razvoj melanoma najbolj, povezljivo z razvojem melanoma. Seveda melanom je problematičen zaradi tega, ker v začetku ga je zelo težko ločiti od navadnega nevusa. Ko melanom zraste do določene velikosti, ni noben problem in težava postaviti diagnozo. Včasih se hecam, rečem, z 3 metrov lahko postavim diagnozo melanoma, ampak običajno je takrat prepozno, prognoza slaba. Melanom ugotoviti zgodaj je pa zelo težko, ker je praktično v začetku lahko identičen ali pa celo je identičen kot navaden nevus, kot navadno znamenje. In zaradi tega nam zelo pomaga dermatoskopija, kjer že prej opazimo določene spremembe, najbolj nam pa pomaga ta poslikava, kjer mi pacienta poslikamo, vse te njegova znamenja naredimo epilumescenčno, torej dermatoskopsko sliko, ki jo lahko primerjamo. In na ta način zaznamo mi lahko ob naslednjih kontrolah že minimalne spremembe v znamenju, ki ne bi smele nastajati, in na ta način ugotovimo res v zgodnjih korakih. Včasih, pa ne bom rekel včasih, pogosto v tako zgodnjih, da celo patolog pod mikroskopom dostikrat težko reče, ali je že melanom, ali je znamenje, in to je naša želja, torej, da izrežemo takrat, ko je stvar ozdravljiva. Problem melanoma je takrat, ko imamo pacienta, ki ima veliko število znamenj, in vsaka taka pikica je življenje za sebe in vsako je treba posebej pogledati, katerakoli od tukaj je lahko melanom. Zelo pomembno, da pacienti si sami pregledujejo kožo. Jaz svetujem vsaj enkrat na 3 mesece, da si pregledamo vse. Na strani Združenja slovenskih dermatologov so tudi navodila, kako se lahko pregledujemo, na kaj moramo biti pozorni, na vsako novo nastalo stvar, ki jo prej ni bilo in se je na novo pojavila. Na srečo večinoma so benigne, ampak vseeno treba gledati. Ali pa če smo imeli neko spremembo že prej, pa se je začela spreminjati. Je drugačna. Kakršnokoli spreminjanje, bom rekel, je vedno treba biti pozoren, kaj se dogaja. Srečo imamo pa to, da našo kožo lahko vidimo s prostim očesom. Uporabljamo dermatoskop in zaradi tega jaz vedno pravim, da nihče ne bi smel umreti za kožnim rakom, ker ga lahko s tako preprostim pregledom, kot je, da pacienta slečemo, pregledamo kožo z dermatoskopom, kožni rak. Seveda, če pacient pride do nas, ugotovimo v zgodnjih fazah,
izrežemo ali pa pozdravimo na drugačen način, imamo tudi druge tehnike in pacientu rešimo življenje.